Vedno se pa postavi vprašanje, kadar dobimo tako cvetlico domov, kako pravzaprav z njo delati. In zato je treba krošnjo toliko zredčiti, da ne bo delala, da ne bojo plodovi drhnili eden v drugega ob vetru. Na to damo plast kivija, ki smo ga zmečkali z vilico. Kot pravi star pregovor, sveti Valentin odpira ključ od korenin. In prav gotovo se v tem času v vsakem od vaših domov znašla kot darilo kakšna od sezonskih cvetlic. Nekje najpogosteje videvamo primule in tukaj je prav zanimiva sorta primul na visokem steblu, ker vidimo, da so cvetovi zelo podobno raščeni kot pri jegliču, ki ga najdemo tudi v naravi. Sama sorta je zanimiva ravno zaradi mnogo cvetov, ki jih vidimo tukaj, in pa seveda tudi nastavkov. Cvetlica nastavlja nekje do 3 nastavke. Vedno se pa postavi vprašanje, kadar dobimo tako cvetlico domov, kako pravzaprav z njo delati, da nam bo čim dlje delala veselje s cvetovi, da bo čim dlje cvetela. V primeru, da jo imamo na toplem, se lahko začne dogajati ravno to, in to je prvi pokazatelj, da nekaj ni v redu. Rumeni listi spodaj, zato le te vedno sproti odstranjujemo. In pa seveda vedno tudi pazimo, da je rastlina dovolj zalita. To preizkusimo z otipom. Substrat pri teh rastlinah mora vedno biti vlažen. Če pa želimo, glede na to, da so stanovanja topla, primula pa ima rada hladne pogoje oziroma hladen prostor, enostavno zato, da ne bomo prikrajšani za cvetove, pač čez dan to rastlino pustimo v stanovanju, da uživamo v teh cvetovih, zvečer pa takšno rastlino postavimo ven na okensko polico, tako in nekako, glede na to, da so noči sorazmerno hladne, ampak ne toliko prehladne, da bi rastlina zmrznila, in nekako pač ustvarimo to mikroklimo in pogoje, da bo cvetela čim dlje časa. Pa še nekaj drobnih nasvetov glede zalivanja. Najboljše je te rastline, kolikor imamo možnost, zalivati v okrasni lonček, to vodo kasneje odcediti. Najboljši način pa je vsekakor vedro z mlačno vodo, v katero to rastlino potopimo, in dokler skozi substrat pronicajo mehurčki, to pomeni, da še rastlina ni dovolj zalita. Ko rastlino dvignemo, pustimo, da se voda iz substrata izcedi in jo preprosto postavimo v okrasni lonček. Še ena od zanimivih in pogostih lončnih cvetlic, ki jih v teh dneh srečujemo v vrtnarijah in pa cvetličarnah, je ciklama. Kar zadeva zalivanje in pogojev, je tudi ciklama rastlina, ki ima rajši, hladnejši prostor, kar pomeni, da je enako kot pri primuli. Čez dan imamo rastlino v stanovanju, zvečer jo postavimo v zavetno lego na zunanjo polico okna. Pri ciklami je treba pa povedati edino to, da je zelo pomembno, da sproti odstranjujemo liste, ki so odmrli, in pa seveda odcvetele cvetove oziroma cvetna stebla. Te pa odstranjujemo tako, da steblo zasukamo za 360 stopinj, tako da se odtrga direktno pri gomolju. Kolikor bi jo odtrgali samo tako, bi se tu pojavila plesen in s tem preprečimo propadanje oziroma gnitje in pa razne bolezni, ki bi se pojavile na gomolju. Sponzor rubrike je Klub Gala.
V prejšnji oddaji je klub Gaja obiskal Dušana Bremca v Lokah pri Novi Gorici. Strokovnjakom za sadjarstvo Ivanom Kodričem sta najprej porezala marelice. Kodrič priporoča, da jih porežemo tik pred cvetenjem, z rezjo pa poskrbimo, da so veje kotlaste krošnje dovolj osvetljene in se v spodnjem delu ne ogolijo. Ker kaki v zadnjih letih pridobiva na veljavi, je morda smiselno povedati, da imajo v rodnosti podobnost kaki, kivi in vinska trta. Na kakšen način obrazujete kakijevo drevo? V glavnem skrbimo, tako kot pri vseh sadnem drevju, da je čim bolj zračna krošnja. Izrezoval sem samo tiste vrhe, ki delajo preveč sence v sredini, drugače pa samo izrezovanje vej, nisem jih pa preveč prikrajševal, ker je nevarno, da potle tudi ti nič ne rodi. Katerih vej se boste zdaj lotili, Dušan? Tukaj je kar potrebno kar malo več narediti. Jaz bom probal tole osvetliti sredino in bom odrezal to ven. Mislim, da mi bo gospod pomagal, da mora biti še kakšna, ne? Ker to manjša veja in jo držim, jo lahko režem samo enkrat. Je treba paziti, pa da se ne odčesne. Zdaj tu, ne vem, tukaj bi mogel še kakšno dati ven od teh dveh. Predvsem to tleno pično. Zdaj niti ne, bomo tleta dva vrha še vrli ven, ker sta na južni strani, da ne bosta delala senca, da ne bosta delala sence. Tako, in zdaj pa bo treba še tisti drobno rez z malimi škarjami, ne. Enako velja kot pri trti in kiviju. Izrojen šparon iz lanskega leta se reže nazaj na prvo mladiku, ki je nekje tista, ki bo rodila. In s tem se pol tudi redči krošnjo, manj je obdrhnjenih plodov zaradi vetra, ker sicer veter pri nas dela velike probleme, ki obdrhne plodove in taki plodovi, preden se zmedijo, začnejo plesniti in gniti. In zato je treba krošnjo toliko zredčiti, da ne bojo plodovi drhnili eden v drugega ob vetru. Rodnost ima kaki zelo veliko in ni problem, če odrežemo več lesa dol, ker bo vseeno na tistem, kar bomo pustili, dovolj ostalo. Seveda moramo pa upoštevati, da je enoletni šparon na dvoletnem lesu. Če ga bolj obrežemo in pustimo svetlobo noter, vidimo kot tukaj, ki je bila lani prikrajšana veja, smo dobili 4-5 lepih novih mladih pogankov. Seveda ti vsi še ne bodo rodni, ker ne rastejo vsi iz dvoletnega lesa, bodo pa v naslednjem letu rodili in te šipke pustimo in drugo leto bodo rodni. Če je kakšen prenopičen, pa ga odrežemo ali pa ga celo samo z roko pognemo v vodoraven položaj. Ko pride veja na sonce, se začne obraščati, ne glede koliko je staro drevo in to je izredna dobra lastnost kakija. Pri breskvi pa tega obraščanja ne dosežemo več. Ko enkrat zgubimo rast ob deblu, je ne dobimo več. Mazanje ran seveda je dobrodošlo tudi pri kakiju, vendar ta ni zelo občutljiv, posebno če režemo pozno, ne tik pred odhanjanjem. Zimsko rezjo spodbudimo rast drevesa, spoletno ga upočasnimo. Pri uravnavanju rasti in rodnosti drevesa ni pomembno le pravilno odrezati vej, kakšno je bolje upogniti, kot v primeru te češnje. Gospod Ivan, kaj delate zdaj? Ja, poskušali bomo razpreti to vejo, ker če jo ne razpremo zdaj, potem jo bo treba rezati stran. Če jo pa zdaj uspemo razpreti, potem jo lahko ohranimo. Zdaj, ko je to v soku, samo spustite malo, se tako vejo poskuša najprej tudi umehčati, tako da jo v roki zmehčamo in potem pohnemo, da že skoraj sama stoji, preden jo začnemo vezati. Ker sicer je nevarno, da jo tudi odčesnemo tam, če bomo kar na silo jo odpirali. In ko vežemo, je pa treba vedno tako zavezati, da se ne zažre špaga v lup. Spuste. Tako da zavrtimo vezu, zavrtimo vrvico okrog, da se zavrti ta dolga okrog kratke. In potem bo
to držalo. Sicer nam bo tukaj zadrhnilo. Pusti, če bo zgosti. Ja, da bo zasilil. Ni prav dobro. Ni prav idealno, ma Jo bomo še skoraj. Še malo bi mogla iti ven. Ja. Po nekaj poskusih sta vejo upognila tako, da sta jo privezala na sosednje drevo. Tako sta usmerila njeno rast, vejo in krošnjo pa bolje osvetlila. Če imate ob hiši ali na vikendu posajeno vinsko trto, zdaj je treba porezati tudi njo. Glede na to, da je to precej gosto sajeno, ne smemo pustiti več kot 2 glavi, da ne prije preveliko zaraščanje. In se pravi, najprej izrežemo v star les proč. Povezano je bilo z beko, zato ker potle to ni treba paziti, da se pobira proč, kakor če je povezano s plastiko. Tukaj nimamo nobenega pravega lesa, zato ga odrežemo, pustimo samo tam. To staro tudi, mislim, da bo šlo tudi proč. Zdaj moram pogledati, kje so tiste, ki so najbolj primerne za pustiti. Ena je ta, sicer je malo kratka, tudi ta je, zdaj ta pa ne vem, ta je suha verjetno, ne. To moram probati, to bom verjetno mogel odščipati proč, ja, ta je suha, se vidi po lesu, se pravi, to bom očistil proč. Tukaj je izredno kratka, tu je skoraj malo problematična, kaj bom tukaj pri tej trti pustil. Tako da, tukaj je, ja, to je glava, 1, 2, pa tukaj bom pustil še en čep. Zdaj, ena je preveč, ma jo bom pustil, kadar bom povezal, če mi slučajno se kaj zlomi, da bom potle, kadar bom povezoval, da odrežem, kar bo preveč proč. Tudi, če grem naprej, tukaj sem malo nižal dol, to, da se, kaj je bila visoka vzgoja, sem nižal in to porežemo od one strani proč. To bomo kar prekrajšali, tudi čez druge strani. To imamo eno lepo glavo in tukaj bomo pustili pa samo, ki je bližje, bomo pustili en čepček za to, da bomo imeli za drugo leto pohanek, da bo za naslednje leto naprej. Tako da ta je tukaj odrezano. To ni primerna za šparon, ker je iz starega lesa in bi bilo treba napraviti reznik, ne? In bo šele drugo leto roden. Ta je iz 2-letne, a ta bo rodna. Tega sem gledal, če je bila ja, ven sa samo steha. to je staro, to je tudi staro. Ta steha je treba napraviti reznik, ta je v redu, ne, ta je tudi iz 1-letnega v redu. Ja. No in ta bi lahko tudi bila, ma je reznik, dobro, sta lahko tudi 2 reznika. Verjetno treba paziti, da ni iz starega lesa, ker večina sort ne rodi iz starega lesa, nekatera tudi delno rodi. Ja, v glavni ne rodijo, ne, tisto je, tisto so nas učili, isti problem je tu, ne. Ja. In te so obej samo za reznik, ne. Dobro, lahko pustimo eno, ma... Eno, ja, ker se podla. Ja, še ta je suha. Ta je še suha, ne. Tako da te bo praktično en šparon. En šparon bo, ja. Pri rezi vinske trte je treba vedeti, da trta rodi na 1-letnem lesu, ki raste iz 2-letnega. Katere veje rodijo, moramo vedeti tudi pri sadnem drevju. Dušan je rane, ki so nastale po rezi, premazal s cepilno smolo. Pri višnjah in marelicah je zaščitil vse rane, pri drugih sadnih drevesih predvsem večje. Kako se imenuje smola, s katero je Dušan premazal rane dreves, je bilo nagradno vprašanje kluba Gaja. To je bila cepilna smola Bioplantela arbosan. Vrečo organskega gnojila Organik in cepilno smolo prejmejo Aleksandra Landeker iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Tanja Močnik iz Tolmina in Miha Čurin iz Podvelke. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Dni pred razstavo orhidej v vrtnarstvu Kurbus v tem rastlinjaku še ni toplo. Koliko stopinj je danes tukaj in koliko bo, ko boste imeli orhideje v tem prostoru? Danes je tu nekje okrog 10 stopinj, ko pa bodo orhideje, pa bo najmanj 18, to je minimalno tudi 22 stopinj zaradi zračne vlage in pa zaradi
normalne rasti orhidej. Danes v tem rastlinjaku še ni veliko orhidej. Kaj se danes dela? Orhidej še ni, delamo pa zaključna dela v tem prostoru, dejansko pritrjujemo še te stebla, te debla, potem naše punce že nastavljajo mah na policah in pa tudi nekaj tropskih rastlin, ki bodo potem ostale noter. Kaj bo posebnost tokratne razstave, poleg metuljev, pa seveda orhidej? Poleg metulje smo to leto dodali tudi tropske papige, velike tropske papige, tako da bo tudi kaj več za naše otroke. In če ob tem samo še zastaviva nagradno vprašanje? Ja, povejte, katera razstava orhidej je to v vrtnarstvu Kurbus? Torej, katera razstava po vrsti je to v vrtnarstvu Kurbus? Če jim pomagamo, kdaj ste imeli prvo, katerega leta? Pred 10 leti. Razstave so pa vsaki 2 leti. So pa vsaki 2 leti. In nagrada? Nagrada, družinski paket stopnic 3-krat in pa na koncu še jih čaka tudi lepa nagrada z vrtnarstva Kurbus. Kakšne lepe rože! Ko čas teče, najdeš tudi čas, da se poglobiš vase in nekako zbereš vse spomine. V bistvu se spomini sami porajajo, ko misliš, da si nekaj že čist pozabil in se ob določeni situaciji na kaj spomniš in rečeš, Rud bi pa tako naredila. Rud poznam že, sem poznal dlje časa, najprej preko knjig. Redno sem spremljal vse njene knjige, potem preko bloga. Sva se pa tudi srečala, mislim, da tam nekaj prvič malo bolj zares 2007, potem pa smo se kar dosti družila. Je pa tudi pobuda, mogoče zdaj sem začel sam pisati svoj blog, ravno v bistvu na kak način, tudi ne v spomin. Midva sva 10 let skadela. Jaz šele zdaj vidim te vrtove, gledam, kaj je to. Jaz sem mislil, da je to čist kar tako, sam zdaj šele vidim, ki je enkrat, koliko enega znanja, koliko enih ne je bilo. Ogromno. Ker v zimskem času telesu primanjkuje balastnih snovi, predvsem pa vitaminov, bomo danes sestavili zloženko iz polnozrnatih piškotov in lanenega semena ter iz kivija in probiotičnega jogurta, zmešanega s stepeno sladko smetano. V polnozrnate piškote bomo zmešali 2 žlici lanenega semena, premešali. Polnozrnate piškote smo na grobo strli z valjarjem. Sedaj bomo po plasteh naložili v kozarec. Najprej plast piškotov zmešanih z lanom. Prelili bomo z pomarančnim sokom, da se malo namoči. Nato damo plast kivija, ki smo ga zmečkali z vilico, pa plast probiotičnega jogurta, zmešanega s sladko smetano. Nato plasti ponovimo. Za piko na i in barvno usklajenost oziroma razbitje barvne monotonosti dodamo še mezgo iz malin. Premešamo. Posujemo z malenkostjo čokolade. In ponudimo.